Najlepša hvala, zahvaljujem se za povabilo in sem prav vesela, da je prvič tako polna predavalnica in da imamo možnost predstaviti tudi naše delo v veterinarski medicini, ki je v primerjavi s humano medicino morda res bistveno manjša stroka, ampak boste videli, predstavlja tudi vedno večji pomen. Jaz bom zelo nakratko predstavila, s čim se pravzaprav na veterinarski fakulteti ukvarjamo in potem kakšna je umestitev veterinarske onkologije v veterinarski medicini nasploh. No, veterinarska onkologija se ukvarja seveda s preventivo, diagnostiko in zdravljenjem raka, tako kot humana medicina, pravzaprav postopki niso nič drugačni. In tudi zahteve ali pa pričakovanja lastnikov živali postajajo vse bolj podobna pričakovanjem, bom rekla, sorodnikov ali pa samih ljudi v zdravljenju. Predvsem je pomembno z vidika ne samo veterinarske medicine, ampak tudi humani, mislim, da vse pogosteje govorimo o kvaliteti življenja in predvsem o dostojanstvu človeka ali živali, ki se zdravi za določeno bolezen, to ni samo rak, ampak tudi druge številne kronične obolenja. In ne samo o samem podaljšanju, torej kvaliteta in od tukaj izhajajoča etika zdravljenja. Za doseganje uspešnega zdravljenja ali pa uspešnega dela v kliniki je seveda potrebno sodelovanje tako klinikov, strokovnjakov z področja bazičnih, predkliničnih področij in gre za kompleksne pristope zdravljenja. No, veterinarska onkologija se je nekako organizirala, bomo rekli, šele leta 1992, kar seveda ne pomeni, da se ni razvijala že prej. Ampak z sodobnimi spoznanji, da lahko tudi zdravljenje raka pri živalih pripomore hitrejšim aplikacijam marsikatere tehnologije ali pa metode zdravljenja, postaja vse bolj pomembna in tudi prepoznana v humani medicini. No, pri nas s tem jaz osebno ukvarjam nekje približno 20 let, se je pa začelo sodelovanje z Onkološkim inštitutom v Ljubljani že s profesor Svinčičem v 60-ih letih in se zdaj nadaljuje. Od leta 2007 je tudi možnost izbirnega predmeta klinične onkologije in pa seveda potem na podiplomskem študiju imamo predmet, ki je popolnoma klinično usmerjen, metode zdravljenja onkoloških obolenj v veterinarski medicini in pa nadalje program na področju specializacije veterinarjev, kolegov veterinarjev. Zdaj, če pogledamo, kako je z študijami nasplošno, kliničnimi študijami pri živalih, lahko vidimo, da pretežni del študij se nanaša, ali pa bom rekla, zelo veliko študij se nanaša na onkološka obolenja in med živalskimi vrstami so psi daleč pred ostalimi. Najverjetneje tudi zaradi samega poznavanja bolezni pri teh živalih in prepoznavanja tudi poteka bolezni, življenjske dobe živali in pa seveda tudi nekaterih zelo podobnih, bom rekla, etioloških dejavnikov, ki povzročajo bolezen tako pri živalih kot pri ljudeh. Ta termin verjetno poznate. There is only one medicine, se pravi One Health, je bil do pred kratkim rezerviran pravzaprav samo za infekcijske bolezni. Danes pa vemo, da je to ena medicina, ki se razlikuje samo glede na specifike posamezne živalske ali pa človeške vrste, če hočete. In to primerljivost, predvsem v delitvi etioloških dejavnikov okolja, v katerem živijo ljudje in živali zelo tesno skupaj, vidimo to prednost, da lahko raziskujemo tako vzroke za nastajanje bolezni, kot tudi seveda njihov potek in potem končno zdravljenje. No, translacijske raziskave ali translacijska medicina, pogosto uporabljen termin, gre za izrazito interdisciplinarno področje v primarnem ciljem združiti prednost različnih področij v en steber, seveda z namenom bistvenega izboljšanja globalnega zdravja, tako
ljudi, kot tudi seveda živali. No in kje vstopa veterinarska medicina, predvsem s svojimi kliničnimi študijami na živalih, največkrat psih, kot sem omenila, v vseh fazah kliničnega testiranja določene metode ali načina zdravljenja. No, mi še vedno sodelujemo z Onkološkim inštitutom, naše sodelovanje je dolgo tesno sodelovanje približno 20 let in v kratkem bom sedaj predstavljala pravzaprav, bom rekla nekako uspehe, odmevne študije in uspehe našega skupnega dela. No, pravkar poteka drugi svetovni kongres elektroporacije, to je namreč metoda, ki jo uporabljamo pri svojem delu, pri svojih kliničnih raziskavah. In tudi v letošnjem letu, lansko leto je bil prvi kongres v Portorožu, v Sloveniji, se pravi čisto začetniki, letos je v Ameriki, ravno kar se kolegi vračajo, kjer so predstavljali tudi naše dosežke, tako z področja humane kot veterinarske medicine. Smo pa tudi prvi, ki smo organizirali delavnico, mednarodno delavnico z področja elektroporacije v veterinarski medicini. In glede na to, da je bilo zelo veliko povedanega o terapevtskih, sicer danes bolj kot ne celičnem pristopu zdravljenja, jaz mislim, da bi z te slike poudarili, oziroma z tega slajda poudarili samo to, da gre za pristope, ki terapevtske metode, različne terapevtske metode, vendar glede na mesto delovanja jih generalno tudi v praksi, klinični praksi delimo predvsem na lokalne in sistemske. Danes vemo, da je sistemsko zdravljenje pravzaprav še vedno široko uporabljena kemoterapija z številnimi stranskimi učinki in tako naprej, nekatere bolj, nekatere manj. Uspešno zdravijo in povzročajo številne učinke in še vedno med ljudmi obstaja neka, bom rekla, tudi zaradi ne zelo dobrega poznavanja ali pa medicinske izobrazbe obstaja strah in ko omenimo tudi pri naših pacientih sistemsko kemoterapijo, je prva beseda ne kemoterapija, pa ne nočem mučiti živali ali pa ne. Tako da kemoterapijo vsi povezujejo z mučenjem, kar ni čisto tako. Namreč tudi v veterinarski medicini se nekoliko razlikuje uporaba sistemske kemoterapije, kot sem na začetku omenila, je kemoterapija oziroma vsako zdravljenje pri živali ima prvi vidik kvaliteto življenja. In šele na drugem mestu je ozdravitev oziroma podaljšanje življenjske dobe. To je nekako z naše strani etični pristop, in zato je pravzaprav pri uporabi sistemske kemoterapije pri živalih se uporablja ta nekoliko bolj konzervativno, kar pomeni, da je to ali nekoliko bolj konzervativno doziranje zdravil, ki sproži manj stranskih učinkov, izboljša kvaliteto življenja, morda tudi na račun krajšega preživetja. Ampak kot rečeno, kvaliteta je tista, ki je najpomembnejša. Zgodovina in prihodnost zdravljenja je seveda, kot ste zdaj slišali, verjetno v genski in celični terapiji. Veliko je bilo danes govora, seveda imamo še kar nekaj korakov, po moje, kljub vsem tem optimističnim napovedim do resne širše uporabe, ampak upajmo, da bomo tudi predvsem vi, ki ste najmlajši tukaj, doživeli že res njihovo klinično uporabo. In tudi, če ste danes spremljali, pravzaprav grejo vse metode in vsi načini zdravljenja nekako v smer personaliziranega zdravljenja raka. Se pravi, bomo imeli svoj genom nekje pri sebi in bomo lahko na osnovi specifičnih sprememb, specifičnih defektov, če hočete, usmerjali zdravljenje. Ne samo rakastih obolenj, tudi regenerativna medicina je tista, ki
zahteva nekako personalizacijo. Se pravi, z modernimi metodami, z novimi metodami, biotehnologijo in tako naprej, seveda smo vse bliže temu, da se že danes lahko govorimo o neki vrsti personalizaciji. Pravzaprav vsakega vedno učimo, tudi pri nas. Vsak pacient je unikum in vsakemu pacientu je potrebno tudi te klasične metode zdravljenja prilagoditi, ne glede na tiste osnovne protokole, ki so pač napisani v knjigah ali priročnikih. No, elektrokemoterapija, morda ste že slišali za njo, veliko je bilo govora tudi v preteklih letih na različnih delavnicah in predavanjih. No, gre za lokalno terapijo in za kombinacijo uporabe kemoterapevtikov z elektroporacijo, se pravi s fizikalno metodo, pri kateri v bistvu povzročimo, kot je na teh slikah schematično prikazano, tako imenovane elektropore v celični membrani, ki omogočajo vstop večjih molekul, ki sicer ne bi vstopali v celico, in ker je proces reverzibilen, se po začasnem odpiranju, po prenehanju delovanja električnega toka, električnih pulzov, pore ponovno zaprejo, na ta način ujamejo zdravilo v samo celico in potencialno seveda pospešijo učinek zdravila v sami celici. No, tukaj je še enkrat schematični prikaz, princip delovanja, se pravi v sam tumorski nodul apliciramo zdravilo. Možna je tudi aplikacija intravenozno in glede na farmakokinetiko zdravila po določenem času, ko pričakujemo najvišjo koncentracijo na mestu tumorja, z električnimi pulzi, ki jih proizvaja generator, sprožimo točno določene električne pulze, ki povzročijo, kot rečeno, poroznost, poveča permeabilnost membrane, zdravilo vstopi v celico in po prenehanju delovanja zdravilo deluje izključno v sami celici. Kar je pomembno, da s tem močno potenciramo protitumorski učinek kemoterapevtika, ker se koncentracija v celici poveča in ker ostaja oziroma so zato potrebne veliko manjše doze zdravila, se tudi zmanjšajo stranski učinki terapevtika na celoten organizem ali na zdrave celice v okolici. No, elektrokemoterapija je tudi že vključena v smernice za zdravljenje malignega melanoma, tudi v Sloveniji in ne samo v Sloveniji. To je bila študija, dolgoletna študija oziroma multicentričen projekt, kjer so ugotavljali učinkovitost elektrokemoterapije, no in to je rezultat take dolgoletne študije, da se terapija lahko uporablja predvsem pri metastatskih lezih malignega melanoma. Številni centri v Evropi, to seveda gre za humane centre onkološke, ki uporabljajo elektrokemoterapijo v svoji praksi za določene vrste tumorjev v določenih okoljih, seveda. Je pa tudi nekaj veterinarskih centrov in vse bolj se širi oziroma vse bliže in bolj dostopne so tudi aparature. Seveda za tako aparaturo predvsem rabimo generator, ki sproža točno določene pulze, da smo seveda uspešni in da s tem ne povzročimo druge škode ali da ne bi bili uspešni. No, elektrokemoterapija je dokazana učinkovita terapija za zdravljenje različnih kožnih tumorjev, to so tumorji pri ljudeh in pa v zadnjih letih se razvijajo tehnologije in metode za uporabo te tudi na globoko ležečih tumorjih, to so tumorji bodisi na jetrih, bodisi primarni ali metastatske lezije, sarkomi, kostne metastaze in tako naprej. Potem endoluminalni pristopi, posebne elektrode, ki omogočajo zdravljenje tumorjev v lumnih, tako kot je
rektum, kot je požiralnik, tudi morda mehur, sečnica in ostale meste, in pa elektrode za tudi možganske tumorje. Zdaj, v veterinarski medicini se seveda elektroporacija lahko uporablja, kot rečeno, za elektrokemoterapijo, lahko pa tudi za gensko terapijo, ki jo bom tudi danes predstavila, in pa za aplikacijo tako imenovanih DNA vakcin. Lahko se uporablja kot samostojna terapija, se pravi kot lokalno zdravljenje, lahko kot adjuvantna terapija v kombinaciji z klasičnimi, konvencionalnimi metodami, kirurgijo, radioterapijo in kemoterapijo, lahko pa tudi neoadjuvantno, citoreduktivno, kar pomeni, da jo uporabimo pred ostalimi načini zdravljenja. Tukaj imamo predvsem v mislih kirurško zdravljenje, ko z metodo citoreduktivno, se pravi zmanjšamo velikost tumorja in omogočimo ostalim metodam uspešno, recimo, kirurško odstranitev tumorja. Včasih so tumorji tako zelo veliki ali na takih lokacijah, da ne dopuščajo, brez, bomo rekli, ali sploh ne dopuščajo preživetja ali pa z velikimi defekti. No, iz veterinarske medicine boste danes našli preko 50 znanstvenih publikacij z uporabo elektrokemo in ali genske terapije in tudi tukaj moramo se mogoče malo pohvaliti, včasih smo bolj skromni, da smo v uporabi genske terapije pri živalih med prvimi na svetu. Ko smo začeli vpeljevati elektrokemoterapijo, smo se odločili zato, ker je pri živalih, kot rečeno, zelo velikokrat problem tudi diagnostika, se pravi povezana s stroški pri živalih. Veste, da imate kar veliko med vami kakšne domače živali, veste, da so storitve plačljive. Včasih v humani medicini pravzaprav se sploh ne vprašamo, koliko kakšno zdravljenje stane in kaj to pomeni, če bi ga morali sami plačati. No, v veterinarski medicini se s tem srečujemo vsakodnevno v klinični praksi, tako da moramo biti na to tudi pozorni. In kar je tudi pomembno, da so spontani tumorji v psih in mačkah odličen model za raziskave humanih tumorjev. Delijo si namreč, kot sem že povedala, številne podobnosti v epidemiologiji, biologiji in kliničnem obnašanju s humanimi tumorji in to je tista dodana vrednost, ki jo danes prepoznavajo tudi kolegi v humani medicini. Zdaj, terapevtski protokol je pravzaprav čisto preprost, kot sem že omenila. Mi in večina kolegov po svetu, ki se ukvarjajo z elektrokemoterapijo, uporablja ta cisplatin ali bleomicin. Bleomicin predvsem pri mačkah, ki je kontraindiciran, cisplatin je kontraindiciran za uporabo pri mačkah, namreč povzroča akuten emfizem in je zato ga ne uporabljamo. Pri konjih, kot imate tukaj navedeno, pa uporabljamo samo intertumoralno zdravljenje, ne sistemskega, ker je količina sistemskega kemoterapevtika za konja glede na njegovo težo, telesno maso ogromna in predstavlja tudi ogrožanje okolice z kontaminacijo s citostatiki v okolici. No, takoj po aplikaciji, kadar gre za intertumoralno aplikacijo, apliciramo električne pulze s takimi elektrodami, temu se rečejo neinvazivne ali ploščate elektrode, ki jih namestimo neposredno na kožo oziroma na površino tumorja in pa igelne elektrode, ki so tudi imenovane invazivne metode in jih apliciramo tako, da jih vbodemo v tumorsko tkivo. Seveda je pomembno, da pri zdravljenju prekrijemo z električnimi pulzi oziroma poriramo celotno področje, vključno z samimi robovi tumorja. Se pravi, to so naše prve objave. Najprej smo preizkušali predvsem varnost takega zdravljenja, se pravi, kakšni so stranski učinki, kaj to povzroči živali, in pa šele na to učinkovito zdravljenja. Prvo je bila na različnih tumorjah, pri psih in mačkah, na različnih lokacijah, različnih histoloških tipov. Pri drugi smo se pa že usmerili v tako imenovane perianalne tumorje, ki so pri psih pogosti
In predvsem so hormonsko odvisni tumorji, čeprav gre za benigne tumorje, se lahko takole okrog analne odprtine in na bazi repa pojavijo številne ogromne mase, ki so moteče z stališča nekrotiziranja teh tumorjev, krvavijo in seveda povzročajo živali bolečine, poleg tega pa tudi možnost sekundarne okužbe. Pri tej študiji smo vključili tudi nekaj malignih tumorjev, kot vidite adenokarcinomov, ki jih je sicer v populaciji bistveno manj, niso hormonsko odvisni, problem pa je, da pri kirurškem posegu v tem območju lahko poškodujemo analni sfinkter in s tem povzročimo fekalno inkontinenco, kar je seveda nezdružljivo z nekim normalnim življenjem psa ne samo v stanovanju, ampak tudi sicer. Se pravi, pri psu zaenkrat obstajajo tehnologije tudi nameščanja trajnih vrečk, tako imenovanih trajnih vrečk, se pravi pri inkontinenci, vendar to ni ravno vsakodnevna praksa, da bi pri psih to upravljali. Se pravi, zaradi možnih komplikacij po samem posegu se lastniki velikokrat ne odločijo za operacijo in danes imamo možnost jim ponuditi alternativo. Kar smo ugotovili je to, da je terapija mnogo učinkovitejša ali pa bolj učinkovita pri tumorjih manjše velikosti, da pa histološki tip tumorja pravzaprav ni vplival na učinkovitost samega zdravljenja. Tukaj je še nekaj primerov, kot vidite, tak ogromen tumor na bazi repa in zdravljenje pri vseh teh primerih, ki so tukaj naslikani, gre za enkratno terapijo in evalvacijo po 4 tednih oziroma kadar ne dosežemo po 4 tednih popolnega odgovora, lahko terapijo ponovimo, sicer tudi terapijo lahko ponavljamo neomejeno krat, tako da do dosega želenega učinka in po 4 tednih, recimo tale prvi primer, po 4 tednih imamo že popoln odgovor, po 8 tednih ravno tako in tudi v tem primeru. Tudi v tem primeru, kot vidite, po 4 tednih delni odgovor, se pravi zmanjšanje tumorja in po drugi elektrokemoterapiji po 4. tednu popolna regresija tumorja. Druga velika skupina pacientov, ki smo jih zdravili in na katerih smo potem, bom predstavila, še gensko terapijo uporabili, je mastociton, tako imenovani mast cell tumor, ki ni znan pri ljudeh v takem smislu in takem obsegu. Pri psih pa predstavlja kar 21% vseh kožnih tumorjev. Obnašanje je izjemno variabilno in je pravzaprav predstavlja kar velik izziv, kako se tega lotiti. Seveda je prognoza odvisna od klinične slike, od same histološke stopnje malignosti, tako da šele pred nekaj leti je bil sprejet imenovani konsenzus, se pravi doktrina, kako se lotevamo tega tumorja pri psih in mačkah. Kar smo ugotovili, da je lokalno zdravljenje mastocitoma ravno tako uspešno, kot je bilo pokazano pri drugih vrstah tumorjev, in da je zdravljenje popolnoma primerljivo z zdravljenjem, s kirurškim zdravljenjem, ki velja za primarno zdravljenje oziroma izborno zdravljenje tega tumorja. Seveda je pa velikokrat problem takega zdravljenja ponovno lokacija tumorja. Kot ste videli na tisti uvodni slikci, tumor na spodnji veki recimo lahko pomeni tudi zaradi seveda velikosti samega tumorja odstranitev veke ali celo kompletna odstranitev očesa. Seveda pa tudi naprej na okončinah so problemi, ker ne moremo doseči varnostnih robov. Kaj so varnostni robovi, verjetno veste, to je okolica tumorja, v kateri lahko pričakujemo tudi prisotnost tumorskih celic. To so primeri zdravljenja s cisplatinom in pa primer zdravljenja z bleomicinom. Razlika je v tem, da pri psih običajno z bleomicinom dosežemo večji ali pa bolj potenciran nekrotični učinek, medtem ko v tem primeru opazimo s časom samo regresijo.
Potem imamo naslednjo skupino, naslednjo živalsko vrsto in skupino, to so mačke z relativno pogostim, 15% kožnih tumorjev predstavljajo pri mačkah tako imenovani squamous cell karcinom oziroma karcinom ploščatega epitelija, ki pa se pojavlja tudi pri ljudeh v zelo podobni obliki in lahko se pojavlja kot proliferativne lezije, kot je ta primer, lahko so ulcerativne lezije in pa tudi na sluznicah, v ustni votlini, kjer je nekoliko redkejši na srečo, ker je to baza jezika je praktično nezdružljiva z življenjem živali, razen z umeščanjem trajne hranilne sonde. Pojavlja se predvsem pri živalih, ki so slabo odlakane oziroma na mesti, kjer so slabo odlakane in svetlo pigmentirane. In kar smo v naši študiji ugotovili, da smo kar pri 87% dosegli samo z elektrokemoterapijo popoln odgovor, ki je trajal 2 meseca do 3 leta, seveda odvisno od stopnje napredovanja tumorja, klinične stopnje in pa seveda že uraščanja. To je primer našega Edija, recimo, kjer vidite popoln odgovor po 5 letih, samo blaga brazgotina, se pravi odličen kozmetični efekt in pa seveda tudi funkcionalni v tem primeru. To je Queenie, muca 14-letna, ko smo jo začeli zdraviti, izgledala je taka kronična hrasta, ki se seveda ni celila. Ugotovili smo, da gre za karcinom ploščatega epitelija in kot vidite, tak res lep nosek, na koncu smrček in pa popoln odgovor, kar je še seveda bolj pomembno, ki je trajal več kot 3 leta, nažalost je potem vzrok njenega odhoda bil drugje. Na osnovi naših skoraj 20-letnih kliničnih raziskav smo objavili tudi prosto dostopen v bistvu protokol, to gre za video revijo, kjer si lahko tudi pogledate, kako pravzaprav direktno na psu protokol sam poteka, protokol zdravljenja. Prej sem že omenjala konje, konje tudi, pri konjih je eno od obolenj in sicer sarkoidoza, kožna sarkoidoza, to nima nobene zveze z sarkoidozo pri ljudeh, ampak gre za kožno obolenje, tudi pri konjih obstaja sicer sistemsko, in tudi pri konjih so to lahko take zelo neprijetne ulcerativne, proliferativno-ulcerativne spremembe, za katere poskušajo pravzaprav v zgodovini so poskušali že z različnimi terapijami in včasih je seveda konj je specifičen, kar se tiče kirurškega zdravljenja, prvič zaradi tega, ker je splošna anestezija pri konju zahtevnejša, ker potrebujemo posebne prostore in ker je tudi celjenje kirurških ran pri konjih nekoliko bolj problematično, kot je to recimo mačka ali pa pes. In tukaj vidite enega od primerov, na katerem so poskušali opraviti več kirurških posegov zapored na uhlju. Potem so nadaljevali z intratumoralnimi aplikacijami različnih zdravil in nazadnje pristali pri nas. In tole je rezultat zdravljenja, tukaj se vidi brazgotina in mogoče še malo sveža brazgotina po samem zdravljenju, vendar praktično je elektrokemoterapija z lokalno intratumoralno uporabo cisplatina skoraj 95 in več, celo v kombinaciji s kirurgijo, kadar gre za velike tumorske mase, tudi do 100% in ne pride do ponovitve bolezni. In še samo par primerov, elektrokemoterapijo uporabljamo v zadnjih 2-3 letih tudi na drugih živalskih vrstah, poleg tudi hišnih ljubljencev, podgan, kuncev in tako naprej. Tudi tisti, ki so že itak nekako laboratorijske živali, ampak tukaj gre za klinične paciente, naše ambulante za te živali, tudi na ptičih. Tukaj smo se malo
v začetku mogoče malo bali, kaj bo z električnim tokom, kako bo električni tok sam deloval na te živali in gotovili, da nimajo prav nobenih težav s tem in da je zdravljenje resnično uspešno, ne glede na tip tumorja. Se pravi, elektrokemoterapija predvsem predstavlja učinkovito varno zdravljenje, živali jo odlično prenašajo, nekroza, ki jo povzroči terapija sama, ne potrebuje nobenega dodatnega zdravljenja, vendar samo toaleto in pa pomeni zelo dobro alternativno možnost zdravljenja kožnih, podkožnih tumorjev v veterinarski medicini in, kot sem že na začetku pokazala, tudi v nekaterih primerih humane medicine. Seveda so nadaljujemo študijami in te so usmerjene predvsem v varnost, tako za pacienta kot operaterja. Kemoterapevtiki še vedno in jasno predstavljajo ogrožanje okolice. Tudi nekaj skeptikov imamo tako med veterinari kot med neveterinari, ki pravzaprav se sprašujejo, ali je kemoterapija kot neka toksična in potencialno ogrožajoča terapija tudi za okolico, primerna za uporabo pri živalih. Potem se ukvarjamo z načini aplikacije, možnimi stranskimi učinki glede na vrsto izbranega terapevtika. Idealno bi bilo seveda, če bi lahko uporabili neke substance, ki niso kemoterapevti, kot je na primer kalcij. Tukaj je nekaj študij, ki so pokazale, da bi lahko bile uspešne, vendar ne dovolj. Potem seveda je zelo pomembno razširjanje klinične študije. Veste, da statistika lahko na manjši skupini ali večji skupini pokaže marsikaj, tako da iščemo še vedno in sodelujemo tudi s kolegi v tujini, namreč pri ljudeh je zdravljenje, ali pa bom rekla pravica do zdravljenja drugačna kot pri živalih. Pri živalih je pa potrebno veliko, bom rekla, vlagati tudi v vzgojo njihovih lastnikov in pa seveda, da ti lastniki vstopijo v klinične študije, tako da kliničnih primerov ustreznih za uvedbo kliničnih študij je relativno malo. In še nekaj besed o kombinaciji elektrokemoterapije z gensko terapijo. To je članek, ki smo ga objavili v letošnjem letu in je tudi bo danes predstavljen zvečer na dosežkih letošnjega leta. Gre za, po našem mnenju, gre tudi za revijo Veterinary and Comparative Oncology, ki je med prvimi revijami na našem področju. In zakaj pravzaprav gre? Jaz mislim, da o genski terapiji, glede na to, da precej zamujamo, ste včeraj slišali od kolegice z Onkološkega inštituta, ki vam je predstavila predklinične študije, tako da genska terapija, elektrogenska ali gensko posredovana terapija gre za vnos določenega gena, ki spremeni potem oziroma vpliva na določeno izražanje bodisi določenih proteinov ali določenih substanc. No, v našem primeru gre za uporabo plazmida, se pravi genskega materiala, bomo rekli, ki potencira izločanje interleukina 12 in na ta način interleukin 12 pa ima znano protitumorsko delovanje. Tako da zdaj nimamo časa, da bi se spuščali v te, ampak verjamem, da to tudi že poznate delno. Na predkliničnih študijah so ugotovili, da protitumorski učinki genske terapije se izražajo kot upočasnjena rast oziroma popolna regresija tumorjev, dolgotrajna protitumorska zaščita, se pravi živali odporne na ponovno izrast tumorjev pri ponovni aplikaciji tumorskih celic, na zmanjšanje števila pljučnih metastaz in podaljšanje življenjske dobe zdravljenih živali in da predvsem nima pomembnih stranskih učinkov. Seveda predvsem ta sistemski vidik tega zdravljenja nas je prepričal, da smo začeli z
pred kliničnimi raziskavami, v katerih smo optimizirali uporabo električnih pulzov, se pravi, kakšni morajo biti pulzi, in pa zakaj interleukin 20 oziroma zakaj začeli smo z humanim plazmidom. Namreč humani plazmid je s pasjim homologen več kot 90% in ugotovili so, da je tudi biološko aktiven na pasjih proliferativnih mononuklearnih celicah in vitro. Danes pa že delamo s pasjim interleukinom 12, s katerim seveda pričakujemo nekako boljše rezultate. Spravi, ko je izgleda ta naša terapija, kombinacija elektrokemoterapije, ki takoj sledi elektrogenska ali genski elektroprenos v okolico samega tumorja. V zadnjih letih, zadnjih 2 letih uporabljamo skoraj da izključno intradermalno aplikacijo in sicer s ciljem, da bi naš plazmid dosegel mišično plast v koži pacienta, kjer imamo dolgoživeče celice, da bi spodbudili tek čim daljši produkciji samega interleukina 12. V to študijo smo vključili 18 kliničnih pacientov z prav toliko tumorji, tumorskimi leziji na različnih fasah, različnih starosti in različnih kliničnih stadijev in kot rečeno zdravili z elektrokemoterapijo kot lokalno, sam tumor. Tukaj se sicer vidijo šivi biopsije pred tumorjem, pred zdravljenjem. Potem je intradermalna aplikacija plazmida v bližino tumorja, običajno na 2 mesti, in pa aplikacija električnih pulzov. Pri intradermalnih tumorjev ni nobene potrebe, da uporabljamo invazivne iglene elektrode, ampak lahko uporabimo ploščate elektrode, ki so tudi manj zahtevne in tudi povzročajo manj možnosti za morebitno infekcijo. Naj še to povem, vedno upoštevamo, imamo sprejet kodeks in pa seveda tudi smernice, kdaj je terapija varna, in zato seveda na prvem mestu je prva faza kliničnega testiranja je varnost. No, tukaj gre za že enega naših prvih pacientov, kjer je prišel k nam z recidivom tumorja, kot vidite, blazne velikosti, 3,5 cm v premeru na glavi, volumen samega tumorja skoraj 13 kubičnih centimetrov, in to je recidiv po 2 operacijah v preteklih letih in že z rekonstrukcijo kože, kar pomeni, da ni imel nobene možnosti kirurškega zdravljenja, tudi ne z rekonstrukcijsko kirurgijo. Po enem tednu pride do takole zgleda nekroza samega tumorja. Živali to prinašajo resnično zelo dobro, praktično ne potrebuje nobene analgetične protibolečinske terapije, samo toaleto te hrane, se pravi pokritost, da ni ravno vnosa kakšnih bakterij. Po enem mesecu je izgledala tako in seveda tukaj je bilo potrebno več zaporednih terapij, da smo prišli do popolnega odgovora. To je po 1 letu in po 5 letih. Letos smo jo izgubili zaradi druge bolezni, zaradi težav s srcem. Tako da je bila z nami kar dolgo. To je drug pacient, kjer smo uporabili terapijo v kombinaciji tudi z elektrokemo pa gensko terapijo. To je tumor pred, kot vidite, ulceriran na okončini. Tukaj bi pravzaprav korektna kirurška operacija pomenila amputacijo okončine. In lastniki se s tem niso strinjali, zato smo ga vključili v samo študijo in kot vidite spet samo brazgotina in hrastica po enem mesecu po zdravljenju. Na koncu lahko pokažemo primerjavo med elektrokemoterapijo kot lokalno terapijo, med samo gensko terapijo, ki smo jo uporabili v vmesnem obdobju, in pa kombinacijo elektrokemo in genske terapije. In kot vidite, gre za bistveno višji odstotek, predvsem primerjavi samo z gensko, se pravi,
lokalno zdravljenje in ima tudi precejšen vpliv, govorimo tudi o tumorski obremenitvi. Pri psih mi velikokrat vidimo mnogo večje tumorske lezije, kot je to pri ljudeh. 3-centimetrski tumor v primeru bi za enega zdravnika pomenil že ogromen tumor, pri nas je to že skoraj kar standard, ne? Milimetrskih tumorjev praktično ne vidimo. No, in čas opazovanja je bil poprečen 40 mesecev, kar je za mastocitom kot tumor prognostično izjemno dobro. Pri nobenem tudi ni prišlo do ponovitve. Pomembno tudi tukaj, kot sem omenila že pri elektrokemoterapiji, je pomembna velikost tumorja. Pri tumorjih manjših od 2 kubičnih centimetrov volumna smo dosegli vedno popoln odgovor. Tudi klinični stadij bolezni, seveda vedno govorimo o zgodnjem odkrivanju, zgodnjem zdravljenju bolezni in pri kliničnih stadijih 2 in 3 je prišlo v 3 primerih do napredovanja bolezni, stopnja malignosti pa ni vplivana na sam odgovor, kar nekako se sklada tudi z ugotovitvami pri lokalnem zdravljenju. Rada bi vam pokazala, ker se nam čas izteka, še to, da smo ravno pred 14 dnevi je bil objavljen tudi članek, kjer smo pokazali učinkovitost te terapije tudi na nivoju histologije in imunohistokemije, tako da si ga boste lahko prebrali tistega, ki bo to zanimalo. To je še en primer, kjer pokaže, da gre v bistvu za zelo, bom rekla, estetsko, tudi pri ljudeh, recimo estetika na obrazu ali kaj takega pomeni veliko in tudi pri psih, vsaj v našem okolju, pomeni veliko, skratka, pa seveda funkcionalnost, ostaja samo blaga brazgotina in nič drugega. Lahko je uporabno kot samostojno terapijo, neoadjuvantno, kot sem že omenila, citoreduktivno ali adjuvantno, ki jo lahko kombiniramo s vsemi ostalimi terapijami, tudi z radioterapijo, recimo, in tukaj še nekaj primerov drugih tumorjev, kjer smo zdravili manj pacientov s temi tumorji. Tukaj gre za ekstranodalni plazmocitom, recimo tudi tukaj gre za psičko staro okrog 15 let, ko je prišla k nam, niso želeli amputacije in tudi po 10 mesecih popoln odgovor, tako da odlični rezultati. In pa nekaj oralnih tumorjev, to je samo eden od primerov, kjer smo uporabili in to je tudi naša ciljna skupina v naslednjem obdobju. Oralni tumorji, vidite, kakšna ogromna tumorska masa. Tukaj skoraj moramo uporabiti kirurgijo za zmanjšanje same tumorske mase, potem pa nečiste robove zdravimo z elektrokemoterapijo in dodamo še gensko terapijo z interleukinom 12. Predvsem naš cilj so vsi oralni tumori sicer, ampak oralni maligni melanom, ki je pri živalih specifičen. Pri psu kožni melanom ne predstavlja praktično nobene težave, ker gre za večinoma več kot 90% benigno tvorbo, medtem ko je oralni melanom in pa melanom, ki se pojavi na korenu prstov oziroma na korenu krempljev na prstih, je tisti, ki se ga moramo v veterinarski medicini močno bati. In kar je pomembno, recimo, kar smo v tem primeru pokazali, popolno restitucijo tudi kostnine, potem, ko je že tumor seveda uraščal v kostno tkivo mandibule v tem primeru. To je še drugi primer, fibrosarkoma pri angleškem setru, ravno tako tukaj ogromna masa in popoln odgovor, tako da po 7 mesecih brez izraščanja novega tumorja. Res je, da pri starejših živalih morda počasneje napredujejo, ampak kljub temu. No in to je študija, ki je bila objavljena pri ljudeh, leta 2008 že, gre za prav tako uporabo interleukina 12 oziroma plazmida za interleukin 12, kjer so pokazali, da kljub temu, da niso bile vse te tumorske lezije malignega melanoma zdravljene, da so postopno začeli izginjati tudi nezdravljene tumorske lezije. In to je terapija, ki je na prednostni listi Ameriške agencije za zdravila za potencialno uporabo v klinični praksi, tako da se ji po moje obeta kar
lepa prihodnost. To je podatek oziroma highlights pred 14 dni, kjer so pravzaprav naznali novo dobo genske in celične terapije, kar že ves dan danes oziroma ves čas te vaše poletne šole govorite. In kar je pomembno, kot vidite, gre za številne študije oziroma študije, ki so objavljene tudi na tej strani, ki se kot translacijsko uporabljajo živali kot model za raziskave. Tukaj ne gre, naj poudarim, ne gre za poskusne živali, ampak gre za živali, ki spontano zbolijo za določeno boleznijo in jo lahko seveda potem proučujem skozi daljše obdobje, ker je življenjska doba psa tudi daljša od miške, tako da lahko dejansko proučujemo, tako bi lahko rekli real time ali pa nekaj takega in tak izraz. Jaz se na koncu zahvaljujem vsem sodelavcem naše fakultete, Onkološkega inštituta, kolegov z vaše fakultete in pa Primorske univerze ter seveda še kolegom iz Italije, s katero sodelujemo, in pa z Agencije za raziskovanje Republike Slovenije. Hvala lepa.